Lep pozdrav, Andrej Pavlišič. Začela bova na začetku. Danes se pogovarjam s tabo zato, ker obstaja za to en dober razlog. Začela bom pa kar na začetku, kot sem rekla. 21. septembra 2008 so na avstrijskem Koroškem potekale javne akcije proti srečanju neonacistov na gori Ulrichsberg. Poleg skupin iz Avstrije, Romunije in Hrvaške se jih je udeležila tudi antifašistična skupina iz Ljubljane, med katerimi si bil ti kot aktivist. In tam se ti je zgodilo to, da si bil na eni od manifestacij aretiran. Zakaj, oziroma lahko kar začneva na začetku, kaj se je dogajalo tam, kako je to izgledalo, zakaj si bil tam? No, če začnemo na začetku. Jaz sem se v eni mali skupini iz Ljubljane, smo se odzvali vabilu kolegov z Koroške, avstrijske, iz njihove antifašistične mreže, ki vsako leto ob tem dogodku, srečanju ostarelih nacistov in njihovega naraščaja na gori Ulrichsberg pripravljajo neke kontraakcije oziroma informacijsko kampanjo, s katero javnost obveščajo o tem, kaj v resnici to srečanje pomeni. Mi smo bili na Koroškem cel vikend, tam je bilo namreč več dogajanj, je bil antifašistični sprehod po mestu Celovec, kjer smo obiskali, ne vem, bivši SS zapor, potem mogoče nekaj stavb, ki so bile odvzete Judom v času druge svetovne vojne, ki so bili potem pregnani v taborišča. Skratka, mogoče tudi nekaj spomenikov, ki so v bistvu edini pomniki te časa med druge svetovne vojne v mestu Celovec, kjer se recimo objokujejo žrtve partizanov, medtem ko o žrtvah nacizma pa ni nekih pomnikov v mestu. Skratka, pač tudi te demonstracije potem v nedeljo, 21. septembra, to je bil samo en dogodek v spletu širše javne kampanje, ozaveščanja avstrijske in mednarodne javnosti o srečanju na Ulrichsbergu. Ulrichsberg morda je ali pa ni znan slovenski javnosti v tem smislu, kakor je recimo znan tam, ne, na avstrijskem Koroškem. Lahko na kratko opišeš, zakaj se gre, kaj se tam dogaja in kaj se je tam dogajalo? Nekaterim je bolj znan, tudi s tem namenom smo se mi udeležili letos in smo se že prejšnja leta, zato da tudi pač, ker vseeno gre za neko našo soseščino, tudi se neke aktivistične povezave vzpostavljajo prek tega. Zdaj, na kratko, srečanje na gori Ulrichsberg poteka vsako leto od leta 1958. Tam se srečujejo veterani nemške vojske Wehrmachta in enot SS, pa tudi neki prostovoljci v nemški vojski iz druge svetovne vojne. Srečanje je mednarodno, tam so tudi pač veterani iz Nizozemske, Danske, še kakšnih drugih držav. In v zadnjih letih, seveda zaradi nekih tudi naravnih procesov, ki so zmanjšali izvorno občinstvo tega srečanja, se pa temu srečanju pridružujejo tudi nove generacije, predvsem iz neonacističnih vrst. In tam se v bistvu, tisto, kar se dogaja, je, da je to mesto, kjer se promovira pozaba zgodovine. Mesto, kjer se obuja slavne čase nekega nemškega rajha, včasih bolj eksplicitno, včasih bolj implicitno, pozablja se absolutno na zločine, zgodovinske zločine nacizma in v bistvu se na Ulrichsbergu, kot mogoče še na kakšnih drugih podobnih dogodkih, se na novo piše zgodovina. Zgodovina, v kateri so recimo partizanski boji pač prikazani kot zločini, zločini SS-a nad civilnim prebivalstvom, nad Judi, nad vsemi, pa kot neka častna dejanja pa domoljubnih mož. In pač to srečanje producira nek diskurs, ki se nekaterim, tudi meni, se zdi nevaren, politično tudi v današnji situaciji. Zakaj konkretno? Nevaren zato, ker izhaja iz neke platforme izključevanja. Pač nacizem kot zgodovinska praksa, ideologija, pač
ni nič, če ni izključevalen, absolutno. Pač Bluton boden princip, nacionalizem in tudi recimo kontekst avstrijske Koroške, vemo, da je to tudi dežela, ki je proizvedla Hajderja oziroma fenomen Hajder, ki je proizvedla ljudi, volilno telo, ki je izvolilo Hajderja tokrat. In vemo, da ne gre ravno da ni šlo ravno za politika, ki bi šparal z ksenofobnimi izjavami, z sovražnim govorom in tako naprej. Tudi on je bil v svojih časih, na višku svoje politične moči, govorec in udeležne srečanja na Urlichsbergu, kjer je podprl veterane, ki so se borili za ideje, pač za katere so se takrat borili. Ampak 21. september, ne? To je že kar nekaj časa nazaj. Takrat se je zgodilo to, da so tebe aretirali in za 9 ur, čeprav razumem, zadržali na policiji. Zakaj o tem govoriva šele zdaj, ko je februar, sredi februarja, se pravi kar nekaj časa za tem? Ja, enostavno. Kakorkoli se mi zdi, da pač je potrebno o tovrstnih srečanjih, kot je Urlichsberg, govoriti, moram tukaj priznati, da gre za eno zelo osebno okoliščino. Potem, ko sem bil aretiran, glede na to, da ni bilo nobenega razloga za to mojo aretacijo in ko sem bil izpuščen, sem mislil, da je to. Pač imel sem nekaj komplikacij, nisem pričakoval nadaljnjih postopkov in potem januarja na moje kar veliko presenečenje sem dobil na dom sodni poziv, da se moram zglasiti na sodišču v Celovcu na obravnavi kot obdolženec. Česa si obdolžen? Obdolžen sem povzročitve hude telesne poškodbe in odpiranja aretacij. Hudo telesno poškodbo ne bi prizadejal policistu, ki je takrat bil v službi. In zdaj me zanima tvoja zgodba, kaj se je v bistvu dogajalo tisti dan? Odkot povod, da so te aretirali in odpeljali? Zdaj, jaz tukaj ne bi mogel špekulirati. Jaz sem bil tam v skupini 100-150 ljudi, ker smo bili na sred ceste s transparenti, policija nas je obkolila, pač tam so kakšne slogane peli, poskušali se, cilj je bil, da bi pač zaustavili pot udeležencem srečanja, ki so šli po tisti cesti proti gori. To nam ni uspelo, ker nas je policija pač zrinila stran. Zdaj, tam smo bili kakšno uro, 2 uri, pač policija je bila uspešnejša od nas, ampak ni bilo, kako bi rekel, na nek način je bilo se to vedelo že vnaprej, no. Ni bilo nobenega napetega vzdušja, nič. V nekem trenutku se je začela neka gneča, panika in pač smo ugotovili, da pač je par ljudi bilo aretiranih, brez povoda, brez opozorila, brez kakršne koli informacije, da se dogaja karkoli prepovedanega, nedovoljenega. Pač eno od teh ljudi sem bil tudi jaz. To je to. Koliko je bilo teh aktivistov oziroma udeležencev demonstracije, antifašistične organizacije? Mislim, vseh dni nekaj 100. Zdaj to konkretno akcijo Podgor, Urlichsberg, na njej je bilo 2 avtobusa, pa še nekaj več ljudi, to pomeni 100-150 ljudi, večinoma iz okolice Celovca oziroma z Koroške, nekaj pa tudi kot smo prej rekli, iz Romunije, Slovenije, z Dunaja je prišla kar močna ekipa. Meni se recimo ne zdi, da se je meni zgodilo karkoli posebnega. Tudi prej sem ostal dolžen odgovor na vprašanje, zakaj mislim, da se mi je to zgodilo. V resnici mislim, da je logika tovrstnih dogodkih zelo enostavna. Pač policija od časa do časa pač mora nekako upravičiti svoje ukrepe, mora tudi v javnosti upravičiti nek strah pred tovrstnimi akcijami in pač vsake toliko koga tudi pridrži. V tem primeru sem bil pač eno od teh pridržanih jaz, ni bilo dost in dostikrat se pa potem tudi pojavi ta potreba potem, da se to upraviči. Zakaj sem bil aretiran? Seveda zato, ker sem nekaj naredil, ne? Tukaj potem pridemo do sodišča. Tako da jaz mislim, da tukaj ne gre za nič nenavadnega, gre za način delovanja oblasti v tovrstnih situacijah, ker pač s tem,
da se moram recimo v tem primeru jaz ukvarjati s tem, ali sem kriv, ali nisem, ali sem kaj naredil, ali ne, se v bistvu cela akcija, celo delovanje, katerega del sem, kriminalizira že vnaprej. Namreč moram se po sodiščih potikati, po policijskih postajah, namesto da je mogoče ne vem, v medijih ali pa kje drugje se govorilo o problemu, zaradi katerega smo bili tam. To je recimo o tem, da pač neonacističen javni govor ali pa nacističen govor, pozaba zgodovine, da je to legitimen diskurs sodobnega političnega govora. To.